Gerlinci, 14. April 2018. Lepo pozdravljeni. Jaz bi vas prosil, če se najprej predstavite. Dober dan želim. Moje ime je Alojz Grah. Rojen sem 1947 v vasi Gerlinci. Večino časa živim tukaj, nekaj časa sem živel tudi v Ljubljani, nekaj časa v Švici, tako da zadnja leta pa tukaj doma v Gerlincih. Mi smo zdaj v Gerlincih, ali nam bi lahko povedali, kako je tu potekala meja med drugo svetovno vojno? No, med drugo svetovno vojno je bila tukaj meja med Madžari in Nemci. Dejansko naša vas je bila okupirana od Madžarov, strani Madžarov. Nemci so pa okupirali severnejše vasi, Fikšinci, Kramorovci, Ocinje in del Mir Srdice. In ravno tukaj je bila stražnica, to vem iz pripovedovanja, sem še dejansko premlad, da bi to videl, samo iz pripovedovanja. In tukaj je bil tudi dolgo, zelo dolgo je bil beton, dejansko temeljni kamen te stražnice. Gremo lahko pogledati, kje je to točno bilo? Pojdimo. Tu? Ja, malo probavice. Pribavici, pa dobro se, zakaj se še preveč? No, kar povejte. Temeljni kamen te stražnice je bil nekje tukaj, par let nazaj, da je še bilo videti. Tu je bila dejansko stražnica med Madžari, ki so bili pri nas, in Nemci. Zdaj, kdo pa je imel to stražnico, če so imeli Madžari ali Nemci, to pa ne vem. Kje je bilo pa zdaj tukaj, kje je bilo nemško, kje je bilo mađarsko? Tu je bilo mađarsko. Se pravi v tej smeri? V tej smeri južno je bilo mađarsko, na sever gor je pa bilo nemško. In meja tukaj potekala, ker vi stojite? Tukaj je potekala meja, dejansko iz prepovedovanja tudi, to bo najbrž vedel več povedati on, ker on pa je domačin. Ker je bila meja tukaj, tam skozi pod dvorišče, koliko sem jaz slišal, so bili dejansko hleve pod Nemci, bivše gospodarsko poslopje, hiša je pa bila pod Madžari. Dobar dan, dobar dan. Snemamo en prispevek o meji med drugo svetovno vojno. Ja, jaz sem Božidar Flajšman z ekipo. A bi vi se lahko predstavili, kako je ime pa priimek? Jože Gomboc. Aha, iz Gerlinec. Kdaj ste pa rojeni? 28.1.62. 62, aha, a vi kaj veste o kako je bilo s to mejo, so vam kaj pripovedovali? Ja, od staršev samo. No, pa povejte. Ja. Boje se je tu je bil en kamen, meja pa je bila takoj tu, levi so bili že na drugi strani in pač tam je bila. Mi smo bili pod Madžari dejansko, oni so pa bili pod sosednja vas, pod Nemci. Se pravi, konji živina je bila pod Nemci, vi pa pod, ljudje pa pod Madžari. Ja. Kaj? Samo to ni bila tako trdna meja, kot je bila potem kasneje, ne? Se pravi, niste rabili potnega lista, da ste šli po konje? Ja, to pa ne bi vedel. To ne bi vedel. Za konje sigurno ne. Aha. Ja. Aha. Ja. Vam niso kaj povedali še, kako je bil ta režim tukaj na meji? A so kaj patrolirali, kontrolirali mejo ali kako? Kontrolirali so, samo pravim, da ni bilo tako strogo, vsaj v tistem času, ko so bili, ker so oni bili neki zavezniki, takrat v tistem času in ni bilo tako hudo. Aha. A je še kaj kasna ta... Je bilo prepovedano boje, ko so nekaj, to so mi zmeraj govorili, ko so nekaj živino po noči švercali čez, ja, pa v drugo, to je pa bilo prepovedano. Aha. A so bile kakšne kazni, če so te dobili? To pa ne vem. Aha. No, kazne, koliko vem iz pripovedovanja, so bile na tej strani od Madžarov hujše kot pri Nemcih.
V času okupacije so imeli tudi tiste vaške straže, včasih tudi prepovedani izhodi po določene uri in če so zalotili, fantje normalno so po vasi hodili, jih je marsikateri tudi fasal, kar redno fasal od Mađarov. Kaj je to pomenilo fasov? Fasal. Ja, mislim, kakšna je bila to kazen? Ja, kar tepen je bil pa nič drugega, ne? So ga pretepli. Kako je pa potem naprej šla meja tukaj? Ja, tu je šla naprej do potoka spodaj, Ja. ne? Ker potok je tu naprej. Do Kučnice, ne? Ne, Kučnica. A ja, Kučnica je tukaj. Aha, Kučnica je tukaj, levo. to je Črnček, Aha, ta potok Črnček. aha, In Fikšenci, dejansko cela vas Fikšenci je bila pod Nemci. pod Nemčijo. Ja. Fikšenci, Kramarovci, Ocinje in še del Srbice. Serdica, ja. Ja. Serdico so nekako presekali, ne? Pol vas je bilo na eni, pol na drugi strani. Kaj se je pa po vojni zgodilo s tem prebivalstvom nemškim? Ja, po vojni je pa bilo kar hudo. To obstajajo zapisi bolj na avstrijski strani kot pri nas. Nemško govoreče prebivalstvo so izselili. Sam sem zasledil od enega Jozefa Štofa, ki je živel v Kramarovci, Ocinje, nisem siguren, je pa živel v Tišenu, pred 3 leti je umrl. In sem slučajno čital pred leti avstrijske Kleine Zeitung in ta je pripovedoval o svojem življenju, kako je odšel iz Slovenije. Rojen je bil pravi v tej vasi, bil je star nekaj okrog 10 let, ko so 46. leta januarja prišli vojaki in so jim dali pol ure časa, da spakirajo stvari, da grejo na pot. So bili odpeljane, če se dobro spomnim, v smeri Maribora, od Maribora zopet nekam na Madžarsko, iz Madžarske na Madžarski so dolgo stali na železniški postaji, tam so jim domačini dajali hrano, na poti vozili so se normalno v živinskem vagonu, peljali so jih naprej in na poti je mlajši brat, tako je ta možakar pripovedoval, od mraza je umrl, je zmrzno, ko je vlak ustavil, ga je mati kar v snegu pokopala, so šli naprej na Koroško, tam so jih prevzeli Angleži so jih pa pol predali Nemcem. Ti ljudje so pa imeli sorodstvo tudi na avstrijski strani, tukaj dejansko Avstrijcem, in tako je ostal tukaj. Ta možakar je končal šolo v Feldbachu, pozneje v Gracu, imamo trgovino v Tišanu, njegovi nasledniki še imajo zdaj trgovino, Štof se piše. In ta zgodba od tega možakarja me je pretresla in dejansko je res, po tistem sem začel sam razmišljati in odkrivati, kaj je tu bilo, in sem zasledil, da je tam v Kramarovcih čez mejo na avstrijski strani en spomenik vseh tistih izgnanih. In eno nedeljo sva šla z ženo malo pogledati, kje bi to naj bilo, pa sva naletela na eno nemško družino iz Düsseldorfa, so bili tam, pa smo spletli pogovor in starejša ženska je povedala, gledamo čez, kje je bila doma naša babica. In oni so bili dejansko izgnani, naprej so šli v Nemčiji in so take zgodbe, teh zgodb je še več, to je samo ena od. Ja, vasi so izpraznili praktično. Niti ne vse. A ne vse. Ne vse. Slovenci, bili so tudi Slovenci tukaj, v Fikšenci ne vse, več v Kramarovcih, pa več v Ocinju. Dejansko je pa bilo tako. Ampak nemško prebivalstvo pa. Nemško prebivalstvo večinoma, pa tudi tiste ljudi, za katere so tako zvani naši ljudje povedali, da niso bili dobri, niso mogli iti. Vi ste pa tukaj, ne?
In vaš oče je tukaj vidimo en traktor, kaj on je ta traktor v Avstriji nabavil, ali kako, ker tukaj je bila velika gravitacija. Ta traktor je bil kupljen med drugo svetovno vojno. A med drugo vojno je bil Ja, med leta 43. v Budimpešti. Iz Budimpešte so to pripeljali. Bila je še zraven mlatilnica ena, velika je še tudi shranjena tam pri enem sosedu, pa nima mesta, ker je zelo velika, pa so to pač nabavili v Budimpešti. Ne? Ja. In on je s tem, kaj potem okrog? Potem je mogel, mislim, on je takrat ni bilo potrebno, ampak po drugi svetovni vojni takoj pa je obvezno mogel iti okrog po hišah, da so mlatili, mi pravimo, zrnja. Ne? To je bila obveza, pa tudi prisilili so ga, da je takrat so ustanovili v Kramarovcih, ko so izselili vse. Tam so bili zelo veliki kmete in so že večje te obdelovalne površine, da je mogel iti orat za tem traktorjem. Samo to ni za oranje, to ni šlo, ne? To ni mišljeno za to, to je bolj mišljen traktor kot za pogonski traktor. Ne? Pa vi ste imeli zemljo na madžarski in na nemški strani? Ne, samo na naši. Samo? Samo na naši strani smo imeli. Ja. Mislim, ki je bilo to razdeljeno med Nemčijo pa med Madžarsko. Ne. Košček je bil tu malo na avstrijski, nemški pravzaprav. Ja, na nemški strani, drugače pa vse na Madžarskem. Vse na Madžarskem. Živino ste imeli v Nemčiji. Skoraj, ja. Ja. Prej ste rekli, ne, da je bil hlev na nemški strani, ne? Za te prve sosede to znam tudi eno zelo dobro zgodbo, ko me je pokojne Renove so njim pravili, tudi so bili Avstrijce, znali so seveda tudi slovensko, pa so jih 46. leta so prišli komplet, ko so imeli na sebe, so je odselili, takrat še moj dedek, odselili so jih v Hrastovec. Hrastovec, v ta sedanji grad, če so se kaj vozili, tam so jih nastanili in te je moj pokojni dedek šel tja, to je bilo 6 otrok, pa oče pa mati, ne, s tem, ker mati je že tako bolehna bila takrat, ne, in te pokojni dedek je šel v Hrastovec z vozom, ko je pripeljal celo družino domov, razen očeta. Očeta pa nikoli ni bilo domov in zdaj so nekje, tu zdaj 50 let kasneje, nekje, zdaj že v samostojni Sloveniji so zvedli, ko je bil pokopan v Tezenskem jaru. Ja. Ampak oni so ostali tukaj, ne? Oni so ostali tu, ja, to je najstarejši sin je bil star takrat, mislim, to 15 let. Še zdaj prej, kako je umrl, je še ne vem koliko pravi. Moj dedek je bil takšen, boje strogi, no jaz ga nisem poznal in on je vsak jutri je šel zbudil, pa prav to morate danes delati, pa so desate delali, ker mati je pa bila bolana. In tako da je te kmetija nekako obstala. Ja. Pa je veliko ljudi delalo v tedanji Nemčiji po letu 1938. Je precej, dokler je bila še Jugoslavija pred napadom, so ti kraji precej gravitirali. Precej ljudi je delalo v Avstriji, ker kmetije so sploh v naši vasi so v glavnem male kmetije. Zemlja razdrobljena in dohodka ni bilo dovolj na tistih kmetiji in so mogli iskati delo, ker še pred drugo svetovno vojno je mnogo ljudi delalo po Franciji, po Nemčiji. So mnogi še zdaj iz Francije in Nemčije dobivali pokojnine za tista leta, da so bili zunaj. Njihova kmetija je bila malo večja tukaj v vasi. Ja. Mogoče še zgodba moje mame, ona je hodila v 4 osnovne šole. 4, prvo staro jugoslovansko, potem je hodila mađarsko, potem je mađarska propadla, pa je hodila v Klöh, v Avstrijo, te pa še našo jugoslovansko. Kako pa je bilo z mađarščino, so se morali učiti, je bilo... Ja, so se obvezno morali. To so bili strogi te učitelji nastavljeni, to so je tako naribali, če niso
Mislim, preteple, če niso samo mađarski. Učitelji so znali slovensko, niso obvladali slovenščine. Ti učitelji, ki so prišli sem. Učitelji so učitelji tudi slovenščino, vendar so strogo zahtevali mađarščino. So tisti leventi, tisto mladino so zbirali, učili, kaj jaz vem, raznih aktivnosti, ko so jih tu poučevali. To sem hotel povedati glede Mađarov. V gasilskem domu je matična knjiga gasilskega društva našega, ki je ustanovljeno 1925. In zanimivo, starejših knjig dejansko ni, ker boje jih je en možakar se je bal Rusov, ko so prihajali, sem je to vse skupaj zažgal pred koncem vojne. Obstaja pa ena knjiga, ki je še zdaj tukaj, ko so naši ljudje zapisani kot člani gasilskega društva Gerlince, vendar vse z mađarskimi imeni. Anton je bil Antal, Franc je bil Ferenc in tako naprej. Kar zanimiva stvar, ne? Kako so pa ljudje gledali, recimo, da bi se morali odločiti med Nemčijo in med Mađarsko, da se tukaj so jih razrezali. Kaj jim je bilo bližje? Za koga mislite, da so imeli več nagnjenja? Več nagnjenja so imeli do Nemcev. Prvič, Mađari, kot je rečeno, so tukaj bili strogi, zasedba pa fertik. V sosednji vasi Fikšinci, kaj je bilo narejeno? V času vojne so tlakovali cesto iz Avstrije vse do centra vasi. Jaz se še spomnim, to ni dolgo nazaj, mogoče 20 let se je še ta tlakovec, zelo kvalitetna cesta narejena, so skrbeli za infrastrukturo, tako da so bili tisti ljudje malo bolj zadovoljni. Tukaj se pa ni delalo nič. Dobro. A ta traktor dela? Pred leti, ja? Ja, dela še. A se bi malo zapeljali? Daj ne, to je kar pripravo. En dan priprave. Kak se reče temu traktorju? Hoferschranz je ta traktor, to je dvotaktni dizel motor je to. Kar drugače ima konjev 20 do 22 tu nekje. Dela pa na principu, da se tu kuri z LED lampo ali pa s plinom zdaj, ne, prej je bilo to originalna LED lampa, taka na benzin zraven. In potem, ko se to zažari, ta nos, se načrpa gorivo noter in potem se ga ročno kurilo, ne. Ja, pa bi žgal zdaj, če bi ga probali. Zdaj pa ne. Ne bi? A tak? Zelo težko gre. Kompresijo še pa ima, ne? Ja. In ta traktor je kar nekaj rok polomil. Ja. Ne, tako direktno zlomil zvil. Ker ko vžge, to rukne, ne? Ja, če imaš na trdo, potem pravim, drugače oče je mogel hoditi v vrat, ampak ni šlo to ni bilo namenjeno temu. To je bilo namenjeno samo za pogonski del. To se vrti in tu se dal pogonski jermen gor. Dobro, okej.